Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Singapurja. Poglejmo si skupaj, kaj se je tokrat zanimivega zgodilo na progi. Današnji komentar dirke za veliko nagrado Singapurja bo kot običajno razdeljen na dva poglavitna dela. V prvem se bomo ustavili pri vseh tistih zanimivih iztočnicah, ki nam jih je dala sama dirka. V drugem bomo pa analizirali napovedi strategij in seveda rezultate primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo samo dirko, kjer si bomo najprej ustavili pri zmagovalcu. Namreč George Russell je napravil skorajda popolno dirko. Mnogi bi lahko dejali, da je bila dirka za veliko nagrado Singapurja v bistvu dolgočasna, kajti v njihovih očeh se ni dogajalo nič. Treba je tu poudariti, da popolnost je dolgočasna. Namreč, če narediš vse prav, se nič nepredvidljivega ne more zgoditi. In drugič, če so nekomu takšne dirke dolgočasne, bi bilo prav, da se navadi gledati tudi druge zadeve, na primer dogajanje v ozadju, da lahko sledijo ritmu ali pa dobi še marsikaj zanimivega v tem športu. Kolikor je žajna Formula 1 samo spremljanje trkov in nesreč, bi bilo po mojem skromnem videnju bolje, da si poišče nek drugi hobi. A vrnimo se k Georgeu Russellu, ki je res pokazal, da v prihodnosti moramo še kako računati nanj. V urah pred začetkom dirke za veliko nagrado Singapurja je v rahlo nezanesljivih virih prišla na dan novica, da naj bi George Russell podaljšal pogodbo z Mercedesom in to z Formulo 1+1, torej za eno sezono plus možnostjo podaljšanja za naslednjo. In takim teorijam verjetno ni preveč za verjeti, ampak po tistem, kar smo videli na progi, si Russell zasluži najmanj dvoletno pogodbo in ne 1+1. Verjetno v prihodnosti bo Russell tudi eden izmed potencialnih kandidatov za naslov svetovnega prvaka Formule 1. In tu je treba poudariti, da če smo videli pri Russellu fantastično dirko, ni bila slaba niti tista, ki jo je pokazal Andrea Kimi Antonelli. Res ni prišel na zmagovalni oder, ampak kljub temu, da je na samem štartu izgubil nekaj mest, je na koncu praktično vse odkupil za svojo napako in pokazal tisto, kar od njega v bistvu pričakujemo na vsaki dirki. Meni osebno je všeč, da je nekako prebolel tiste dogodke iz velike nagrade Nizozemske. Tam bi lahko prišel v neko situacijo, ko ga bi bilo morda strah prehitevati, strah, da ne bi napravil kaj narobe. In tudi to je nekaj, kar ne smemo pozabiti. Vprašanje je prišlo na dan pri mnogih navdušencih. Kako da kar naenkrat so pri Mercedesu odkrili nekaj, kar jih je postavilo zopet tja na vrh. Res v Singapurju smo lahko videli na Mercedesu W16 nov pomožni profil na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Razlika je samo v obliki in služi bolj temu, da je bil bolid na prednji osi malenkostno bolj stabilen. Ampak po mojem skromnem videnju je skrivnost drugje. Namreč velika nagrada Singapurja
je nočna dirka, kjer sonce ne segreva asfalta, kar je logično. In tu morda prihajamo do neke ugotovitve, da Mercedes dvojni V16 ne trpi toliko visokih temperatur na splošno, kot trpi visoko temperaturo asfalta. Sedaj, tudi če je bila temperatura zraka okrog 30 stopinj, ne moremo iti mimo dejstva, da je bila morda temperatura asfalta tista, ki je s časom rahlo padala. In prav tu smo videli, da je Mercedes kar naenkrat postal konkurenčen. Gre samo za mojo osebno interpretacijo, za moje videnje. Ampak na naslednjih dirkah, posebej nočnih, bomo bolj pozorni na to, v kakšni formi bodo Mercedes. Če smo sedaj govorili o tovarniški ekipi Mercedes, mislim, da v drugi točki ne moremo mimo dogajanja pri McLarenu. Zagotovo v vseh virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, ste naleteli na novico, da so pri ekipi iz Wokinga postali svetovni prvaki med konstruktorji. Rad bi vas spomnil na neko podrobnost. To v resnici ni bila nikakršna novica. Pred dirko za veliko nagrado v Singapurju je prišla na dan zanimiva teorija. Naprimer, tudi če bi pri Red Bullu do konca sezone dosegali dvojne zmage in McLaren ne bi pobral niti točke, bi bili še zmeraj pri McLarenu konstruktorski prvak. Toliko o prednosti, ki so jo imeli, in praktično o tem, da je bil konstruktorski naslov že dolgo njihov. Govorim o realnosti in ne o teoretičnih možnostih. Ampak verjetno tisto, kar marsikoga izmed vas zanima. Spor med McLarenom, Landom Norrisom ter Oskarjem Piastrijem. Prišlo je na dan verjetno tisto, kar smo mnogi sumili, ampak kar nismo hoteli nekako sprejeti. Izgleda, da je ekipa iz Wokinga na strani britanskega voznika, kljub temu, da je Avstralec pred njim na lestvici je voditelj. Videli smo, da na samem začetku v tretjem ovinku je najprej Lando Norris trčil v Maxa Verstappena in nato poletel tja v Oskarja Piastrija. Piastri se mu je izmaknil, ampak prepustiti mu je moral mesto. In ko je, moram priznati, tukaj vljudno vprašal, a ne bomo sedaj zamenjali pozicij nazaj, je seveda čez čas dobil negativen odgovor. V pravem nasprotju s tistim, kar smo videli na veliki nagradi Italije. Ko so mehaniki pri McLarenu pokvarili uvrstitev samega Landa Norrisa in je bil Piastri prisiljen mu dati mesto nazaj. In tu je treba poudariti še drugo zadevo, o kateri pa marsikdo ni spregovoril. Tudi pri Piastriju na veliki nagradi Singapurja ob menjavi koles ni šlo vse gladko. In rad bi vas spomnil, da pravzaprav na veliki nagradi Italije je ekipa McLaren ukrepala. Tu, ko so Avstralcu pridelali približno 2,5 sekundi zaostanka, so bili vsi lepo tiho. Zakaj je to pomembno? Poglejmo si končni rezultat dirke. In kolikšen je bil zaostanek Piastrija za Landom Norrisom? Manjši od tistega, ki smo ga pričakovali po tako dolgem zaostanku. Torej, če bi imel Piastri recimo temu standarden postanek, bi na cilj prišel recimo temu ob boku Landu Norrisu. Kar pa kaže, da ne bi bilo po želji vodstva ekipe McLaren oziroma lahko tu iskreno rečemo Zeka Browna. In seveda to favoriziranje voznikov je verjetno nekaj, kar marsikomu izmed nas navdušencev
ni preveč pogost. Razumem, da moštveni ukazi so bili in tudi bodo. Ampak favorizirati voznika, ki je slabši, menim, da je nekaj, kar gre proti naravi tega športa. Formula 1 je šport zmagovalcev in ne poražencev. In če smo sedaj na hitro obdelali težave pri McLarenu, kaj bi dejali o Maxu Verstappenu? Max Verstappen je dirko končal na drugem mestu, kjer zopet moramo poudariti, da proga v Singapurju v teh sezonah ni bila ena izmed njegovih najljubših. Ampak tu je treba poudariti nekaj. Max Verstappen je z očitno slabšim bolidom znal zadrževati za seboj Landa Norrisa. Res večji težav. Zopet dirka, ki je bila morda na prvi pogled dolgočasna, ampak če pogledamo to sukcesijo krogov, bomo videli, da Verstappen je branil svojo prednost in nekako držal tisto pravo razdaljo. Kljub temu, da je bil njegov ritem morda slabši od tistega, ki smo ga videli pri Norrisu. In tudi to je treba upoštevati, namreč Max Verstappen je bil na tisti malce slabši strategiji. Začel je na pneumatikah soft, nadaljeval na daljšem stintu z pneumatiko hard, kar ga je spravilo v neugoden položaj. Seveda o tem bomo malce bolj podrobno govorili v tistem drugem delu. Ampak lahko bi dejali, da je bila dirka Maxa Verstappena na podobnem nivoju kot tista, ki smo jo videli pri Georgeu Russellu, blizu popolnosti. In sedaj tu verjetno se marsikdo sprašuje, kaj lahko to pomeni za borbo v pogledu na sam naslov svetovnega prvaka med vozniki. Verjetno marsikdo si želi troboja na samem koncu, ampak bodimo iskreni. Oscar Piastri je izgubil v primerjavi z Landom Norrisom 3 točke. In v primerjavi z Maxom Verstappenom jih je izgubil 6. Nekdo izmed vas v tistem našem javljanju v živo je res lepo pripomnil, da Max Verstappen v bistvu je napravil uslugo Oscarju Piastriju. In tu moram pritrditi, kajti prvi nasprotnik Piastrija ni nihče drugi kot Lando Norris. In Lando Norris ni pridobil velikega števila točk. Videli bomo v nadaljevanju, ali bo Oscar Piastri imel težave pri postankih, pri kakšnih tehničnih težavah, bog ne daj odstopih, ter podobno. In tu še mala pripomba. Verjetno na družbenih omrežjih ste videli to sliko, kjer mnogi se sprašujejo, zakaj je bil Haas klican v bokse z črno zastavo, z oranžno piko, McLaren Landa Norrisa pa ne z podobno poškodbo. Najprej je treba razjasniti, da je Haas Kevina Magnusena iz velike nagrade Združenih držav Amerike v sezoni 2022. In prav zaradi sporne odločitve takratnih komisarjev so spremenili pravila pri uporabi te zastave. Res, Norris je imel poškodovan bolid, ampak tokrat skladno z pravili ga niso klicali na obvezni postanek. In seveda upam, da smo zadeve malce bolj razjasnili. Pri Piastriju je pa treba poudariti še nekaj. Da je izklopil radio, baje, ko se mu je Zac Brown nekako javil ter mu čestital za osvojeni naslov med konstruktorji in da bo po mojem v nadaljnjih dirkah pokazal malce več zubov, posebej v boju z Landom Norrisom. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Tu je treba poudariti, da dirka Yukija Tsunode je bila pod vsako kritiko,
In verjetno pod vsako kritiko je bilo tudi dogajanje pri Scuderii Ferrari. Vedeli smo, da v bistvu ne Charles Leclerc, ne Lewis Hamilton nista bila sposobna napraviti v bistvu nič. Verjetno marsikateri navdušenec je bil presenečen nad enkratnim štartom Charlesa Leclerca in mestih, ki jih je pridobil tako kot z Charlesom. Ampak, kot boste videli v nadaljevanju, se spomnite, kako hitro je iztrošil svoj set pnevmatik medium. Na svojo edino menjavo je odšel v primerjavi z ostalimi približno 6 krogov prezgodaj, kar je pomenilo, da je imel daljši drugi del dirke in posledično slabši rit. Da je bil primerljiv po dolžini stintov, naprimer z Maxom Verstappenom, ki je imel na začetku pnevmatiko sok, nam pove mnogo. In tu seveda je zopet tisto, kar marsikaterega navdušenca spravi v zmot. Seveda v določenem segmentu dirke ima posamezni voznik lahko prednost, ampak gledati je treba celo. Lewis Hamilton z 2 postankoma seveda je bil konkurenčen v tistem zadnjem delu, ampak videli smo, da njegove zavore absolutno niso zdržale in po koncu dirke je dobil 5 sekund pribitka. Zakaj? Ker je prevečkrat zapustil progo. Seveda ni imel zavor. In o tem je govoril tudi naprimer Fernando Alonso, ki se je čudil. Verjetno že vsakdo izmed nas si lahko predstavlja, kako nevarno je biti v vsakdanjem prometu z osebnim avtomobilom, ki nima izpravnih zavor. Predstavljajte si na dirki Formule 1. In tu seveda odločitev komisarjev čisto pravilna in kazen, lahko bi dejali, sorazmerno blaga. In če se kdo sprašuje, pa kaj bi moral narediti, bi se moral po možnosti celo ustaviti in odstopiti, seveda, če ni imel zavor, je edina racionalna razlaga ta. In seveda, marsikdo se ne bo strinjal z takšno interpretacijo, ampak bodimo racionalni, brez zavor se ne pride daleč. In tu je treba poudariti, da v vsakem primeru dirka Scuderia Ferrari pod vsako kritiko. Voznik dneva Fernando Alonso, kjer bi zopet lahko dejali, da se je videlo, kako je publika cenila njegove domislice pri radijskih komunikacijah, namreč Fernando Alonso je res prišel v točke, ampak dirko je začel v prvi deseterici, namesto da bi pozornost namenili nekomu, ki je iz ozadja se prebil bistveno bolj naprej, kot bi ga lahko pričakovali. In to je po mojem mnenju Carlos Sainz mlajši, ki je dirko začel iz 18. mesta in na koncu osvojil točko za 10. Ampak zopet smo tam. Imamo skupino ljudi, ki gleda Formulo 1 praktično iz zabave in čaka, da bo nekdo, naprimer, kaj zabavnega povedal, nekoga poslal v tiste svete 3 kraje ali pa kaj podobno. Ni jim važno, kaj se dogaja na progi, ker ne znajo videti. In menim, da je naloga vseh tistih, ki skrbijo za prenose, ki pišejo in govorijo o Formuli 1, da prav to skrito dogajanje tudi prikažejo v takšni luči, da bodo zadeve zanimive. Ampak po mojem mnenju, namesto Alonsa bi si ta laskavi naslov voznika dneva prej zaslužil Sainz mlajši, ampak moje mnenje moje. Pri ostalih bi težko dobili nekoga, ki bi izstopal, zato je najbolje, da na hitro še pogledamo tiste zanimive točke, ki smo jih videli v samem napovedniku za strategije. Tako Pirelli kot jaz sam smo v bistvu imeli enako vizijo. Dirka za veliko nagrado Singapurja je tipična dirka z enim postankom. In treba je povedati, da začeti na pneumatiki medium in nadaljevati na pneumatiki hard je bila
več kot očitna izbira s tisto variacijo, da začeti na pneumatiki soft in nadaljevati na pneumatiki hard, je bila tudi, recimo temu, neka opcija. In treba je povedati, da obratne strategije, začeti na hard in nato nadaljevati na mehkejši mešanici, je bila opcija bolj za one zadaj in ne za one zmagovalce, kot so morda mislili pri Pirelliju. Pustimo sedaj. Če sedaj pogledamo, kaj se je zgodilo na progi, bomo videli, da tista moja osebna napoved je bila dokaj točna. Govorimo o tem, da pri prvi strategiji sem morda zgrešil za krog ali dva pri dolžini stinka. Pri strategiji Maxa Verstappena, ki je začel na pneumatiki soft in nadaljeval na pneumatiki hard, smo bili v istem spektru in v svoji tretji varianti sem v bistvu skoraj do podrobnosti zadev tisto, kar so se odločili strategi pri Ferrariju Lewisa Hamiltona. In treba je poudariti, da pri ekipi Aston Martin so bili izjemno domiselni. Poglejte strategijo Fernanda Alonsa. Seveda nekaj, na kar nihče ni pomislil in kar je ostalo nekako skrito v ozadju, ampak drzna odločitev, ki je vsaj pri bolidu znanega Španca prinesla zanimiv rezultat. Ampak toliko o strategijah, zopet dokaz, da tudi od doma se da zadeti dobesedno skorajda natančno strategije, čeprav na drugih dirkah smo videli, lahko tudi naše napovedi gredo presneto. A tokrat niso. A kot ste razumeli, kar se tiče našega komentarja dirke za veliko nagrado Singapurja, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.